Sem že kar nekaj let upokojena in čutila sem, da mi nekaj manjka, da mi manjkajo nekatere dejavnosti, za katere prej, ko sem bila še v delovnem razmerju, ni bilo časa. Obiskujem angleški tečaj oziroma angleške urice oziroma English Corner in pa izobražujem se tudi v računalništvu. Pomembno je to, da so vse te dejavnosti brezplačne, a ne? Za nas upokojence to dosti pomeni. Danes govorimo o 25 prostovoljcih, ki delujejo z nami, ki vodijo naše programe, govorimo pa lahko kar o 250 rednih obiskovalcih. Imamo eno 16-letnico, dijakinjo torej, pa naš najstarejši dijak je 85 let star. Predvsem so želeli imeti ta uporabna znanja, ne nekega balasta, ker ta uporabna znanja so tista, ki jim bojo potem prav prišla v življenju. Posebej treba poudariti to nadgradnjo ideje, to čudovito medgeneracijsko sobivanje. Ker vsi ti udeleženci, ki so prišli k nam, so tisti, ki so bili sposobni prestopiti prag, šli so ven iz svojih domov in so prišli sem. Že to je v bistvu en velik korak za njih. Nekateri se lahko počutijo zelo osamljene. Tako da v bistvu takrat, ko pridejo v stik z družbo, sploh v stik z mladimi, pa vidijo, da jim lahko mladi pomagamo, vidijo, da niso tisti pozabljen člen v vsej tej družbi, ampak da v bistvu lahko veliko prinesejo vsem tem. To se odpira mišljenje družbe, da pač nismo glih tako zaprti v te svoje skupine. Ja, za mene ni noben star, pa ni noben mlad. Mi smo lahko vsi mladi, po srcu, po duši. Meni se zdi prav, da se družijo mlajši, starejši skupaj. Razbili so stereotip o tem, da je poučevanje lahko samo tradicionalno, ampak je postalo mladostno, zvedavo, aktivno na povsem drugačen način. Neka lokalna skupnost goji neko kulturo sodelovanja, tudi strpnosti in razumevanja, medsebojne pomoči. Tu najdem tisto, kar zadovoljuje moje osebne potrebe, še vedno se želim izobraževati, še vedno želim ohranjati svojo psihofizično kondicijo, želim se družiti, želim širiti svojo socialno mrežo, želim pridobivati nova znanja, nove veščine in vse to mi medgeneracijsko središče Zagorje omogoča. Treba se potruditi, treba je delati vsak dan, če hočeš, da so uspehi. Ampak če veš, da imaš cilj, ki je tvoj cilj, se vse da. Ni pa to sam, da bi se človek učil, ampak je to tudi ene vrste sprostitev, pa druženje. Prostovoljstvo res pač ni denarja v smislu, da boš zdaj imel neko urno postavko, ampak dobiš pa nova prijateljstva, nova poznanstva, mogoče se ti kje odpre tudi kakšna priložnost, ki je sploh ne pričakuješ. Tukaj dobiš take kompetence, toliko znanja, toliko vsega, ko v bistvu jaz, če bi sam iz faksa prišla v službo, bi v bistvu ne bi vedela, kaj delati. Zame je prostovoljstvo pravzaprav delo zase in za druge. Lep objekt ne daje lepe vsebine, ampak daje ljudje, ampak jaz imam dobre ljudi že in sedaj rabijo samo še lep objekt.